Vem, pošlješ pol. Ti v redu slišiš tega? Ne, če me Norma ne sliši. Sam glasno Aha, ok. Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Anže Logar še ni ustanovil nove stranke, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Hrvati spet med 8. Hrvaška nogometna reprezentanca je, čeprav je na turnirju premagala zgolj Kanado, spet med 8 najboljših na svetu. Na drugi strani Japonska po zmagama nad Nemčijo in Španijo odhaja domov. Hrvatom se lahko zgolj, tako kot japonski selektor, globoko priklonimo in ugotovimo, da so odlična turnirska reprezentanca. Japoncem pa zaželimo več sreče prihodnjič. To je šport, to je nogomet. Sedaj pa se lotimo 50. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali: jebeno jih je več, kaj sploh še ostane desnici. Desnica je letos že, če štejemo vsak referendum posebej, 6-krat izgubila. Kaj še ostane desnici, bomo vprašali naša stalna komentatorja, Normo Marijo Brščič in doktorja Boštjana Marka Turka. Norma, Boštjan, toplo pozdravljena v Faktorju. Dobro večer. Norma, najprej bi tebe vprašal, si ti pričakovala tak rezultat 6-0 oziroma 0-6, če štejemo vsak referendum posebej, namreč parlamentarne volitve, predsedniške, pa na neki način tudi lokalne zraven, ne? Vemo, da pač desne stranke, posebej SDS, v večjih mestih niso bile uspešne. Si ti pričakovala recimo tak rezultat na začetku leta v tem super volilnem letu? Rezultat me kot tak ne preseneča, sploh glede na to, da je bila 2 leti na vladi Janševa vlada in se potem vedno, se mi zdi, veliko tega anti-Janša, anti-SDS momenta nabere in potem ljudje pač ne volijo zanj. Potem, ko je pa kriza, se mi zdi, da se pa vedno nekako pobere in pridejo nazaj nekako na stare tere. Tako da, glede na to, da so imeli zdaj 3. vlado, me ne preseneča, no, da so jim še te volitve, ker pa, mislim, nekaj je ta čist standardni moment anti-Janša, vse, kar Janša dela je narobe, nekaj pa tudi tega, da kar je delal recimo zadnji 2 leti s temi COVID zaporami in posiljevanjem s cepljenjem in vsem temi stvarmi, da je to res v ljudeh ogromno enega tega gravža spodbudil zavračanja in tudi zaradi tega, mislim, da je ta moment se tudi zelo poznal na volitvah, pravzaprav vseh, ki so, ker vsi so podpirali, vsi v recimo SDS stranki so podpirali, kar so delali, ko so bili na vladi, in ljudem to ni bilo všeč in so to izrazili prek volitev na vseh možnih frontah, pravzaprav, na vseh volitvah. Boštjan, koliko so te volilni rezultati pričakovani, koliko ti misliš, da bi recimo desnica lahko kaj spremenila, naredila drugače, da bi bili tudi rezultati drugačni, boljši za desne stranke? Ja, to je težko v bistvu to govoriti, ne? Zato ker ta vlada, recimo stranka SDS, je sicer dobila več glasov, ne? In to je nek fenomen, ki kot na prejšnjih volitvah. In to je nek fenomen, ki je neverjeten za stranko, ki je v vladi, a ne? Ki vlado vodi in ki jo vodi tako, da je država v najtežji poziciji, ne? Ko je ta pandemija, ne? Ko so zapore javnega življenja in ko je v Evropi vojna, ne? To je bilo vse v 2 letih ta koncentrat, ne? In tu zelo težko karkoli narediti, ne? Je pa seveda, vidi se, da izginja iz mesta, ne? To je zdaj problem, predvsem v Ljubljani. V 25 letih se je v Ljubljani struktura, bi rekel, volilnega telesa popolnoma spremenila, ne? 3. pa 4. volilna enota in na ta način je težko biti, bi rekel, uspešena, ne? Sploh zato, ker vzhodna kohezijska regija v bistvu ogromno ljudi dela v Avstriji, ne? In so nekako z mislimi, pač niso čisto pri Sloveniji, ne? Vprašanje, kaj bi bilo, če bi zdaj tam recimo izvedli plebiscit, ne? Ali grejo v Avstrijo, ali grejo k Ljubljani. In ta razlika je v bistvu zelo moteča, no. Čemu recimo, Norma, ti pripisuješ to, kar pravi Boštjan, da pač desnica na nek način izginja iz mest, ne? Da
prevladuje praktično samo še na podeželju, oziroma da imamo to porazdelitev glasov, tako kot je Boštjan omenil, se pravi nekako severovzhod, ne, pa pač ta vzhodni del Slovenije, ja, zahodni del pa v srednji, predvsem z Ljubljano, pa ne. Jaz mislim, da je ta, se pravi, tako kot sem rekla, ne, da se to nabira v ljudeh, to zavračanje, tudi mediji so recimo pri tem zelo soodgovorni, kako portretirajo vse, kar pač naredi desnica, ko je na položajih. Nekaj se pa desnica tudi sama kriva, ker sprejema take odločitve, ko so v bistvu čist neskladne z njihovimi načeli, ki jih prodajajo ljudem, ko so v opoziciji. Recimo, ko so v opoziciji, vedno govorijo o tem, kako so proti migrantom, ko so pa v vladi, so pa ograje čist, nič jih ne poštimajo, samo vidi se, ali pa ne vem, govorijo, kako je treba RTV zmanjšati njihove dohodke, pa to, da si jih prisilno plačuje, potem pa, ko imajo možnost, da bi kaj naredili, se pa nič ne naredi. In tako pa v vseh teh temah, ki nam jih prodajajo, recimo, ker če je človek pošten, pa vidi recimo SDS v opoziciji, si misli, no, vse ti ljudje imajo neka moralna načela, neko domoljubje izvajajo in tako. Potem pa, ko pride priložnost, da bi pa kaj iz tega blebetanja tudi v prakso prestavili, pa v bistvu opaziš njihove prave barve, ki so pa to, da se sledi globalističnim vodilom, tudi recimo Logarjeva kampanja je imela same globalistične točke, zeleno preobrazbo na začetku. Tako da mislim, da je to glavni razlog. Ja, a je, koliko je, dostikrat rečemo, Boštjan, da je volilno telo v Sloveniji razdeljeno približno 60-40 v korist levice, če hočeš leve sredine, tranzicijske levice, anti-Janše tabora. Zdaj, glede na to, potem te volilni rezultati verjetno niso presenetljivi, ampak še nikoli se ni zgodilo, da bi recimo prav vse vzvode politične oblasti imel pri nas en pol, en blok. Zakaj misliš, da je ravno zdaj prišlo do tega? Ja, jaz mislim, da je tu zadaj ena strašna medijska kanonada v teh kriznih razmerah, in ki je obrnila ljudi proti tedanji vladi. In to je seveda najbolj kasiral njen predsednik, ki je, mislim, Janez Janša, je oseba, ki se absolutno demonizira. In potem pa še ta odsotnost nekega sredinskega liberalnega segmenta, neke Virantove državljanske liste, in potem pa odsotnost Slovenske ljudske stranke iz parlamenta, to se kar precej pozna, in potem je ta slika zdaj popolnjena. Desnica bi mogla najti še dodatne vzvode, da mobilizira volivce zunaj velikih mest. Zdaj sta oba omenila že medije. Zdaj, če pogledamo, RTV Slovenija je bil nekako tisti medij, kjer se je poskušalo v prejšnjem mandatu spremeniti sliko, v smislu, da se spremeni način poročanja in tako naprej, da bo bolj vladi prijazen oziroma bolj uravnotežen, da ne bo to kontra Janši, desnici in tako naprej. Zdaj, številke so neizprostne, gledanost pada TV Slovenija, res je, da pada manj, kot je padla recimo iz leta 2020 na 2021, ampak v zadnjih 2 letih imamo tle negativen trend, število gledalcev pada, tudi število uporabnikov spletnega portala TV Slovenija pada, pa ravno v času korone, ko sicer so številke gledane televizije, uporabljene spleta in tako naprej zrasle. Zdaj, a je bilo storjeno po vašem mnenju dovolj na TV Slovenija, da se ta medijska slika v Sloveniji spremeni? Je bilo storjenega premalo? Koliko vidva mislite, da je sploh ta sprememba vodstvenih kadrov in tudi nekaterih neposrednih proizvajalcev na RTV Slovenija bila pomembna pri samih volilnih izidih ali ne? Jaz mislim, da v bistvu je na RTV-ju zaposlenci se doživljajo kot podporniki levega režima, tazga, kot je bil na oblasti 45 let do naše osamosvojitve. In tudi recimo naslov te oddaje je v bistvu to, kar je povedal tudi nekdanji voditelj Studia City. Se pravi,
desnica nima šans, nas je bistveno več kot njih, ne bo do nas. Ne? Oni to doživljajo na osebnem nivoju in tega se ne da več, mislim, nikoli se ni dal tega skrivati, ampak se mi zdi, da zdaj pa še bolj ven tolče njihova politična pristranskost, čeprav se skozi borijo za neodvisno in pač vse te lepe floskule, tako kot smo navajeni od levice, neke strpnosti, vključevalnosti, dokler eno stvar se z njimi ne strinjaš, potem si pa najhujši človek na svetu, kar sem tudi sama doživela na lastni koži. Tako da, se pravi, gre spet za neko prodajanje floskul. Resnica je pa pač neizprosna in tega levega političnega agitiranja so ljudje siti. Zdaj s covidom se je tudi se mi zdi, da so mogoče bolj druge vsebine prišle do izraza. Opažam pa tudi med ljudmi, da pa v bistvu prihaja tudi do čedalje večje apatije, da sploh ni česar, kar je politično več ne spremljajo. Da so bolj zanimivi kakšni Netflixi, kakšni filmi, serije, ker v bistvu tudi mislim, človek bi si mislil, da je pri nas recimo levica tista, ki bo bolj posiljevala nas s cepljenjem pa kratla naše svoboščine, a ne? Ampak smo videli, desnica ni zaostajala čisto nič za pač tem, kar bi si človek mislil, in torej gre za dve plati istega kovanca globalističnega. Zato človek ne vidi v politiki več rešitve za svoje probleme in se za reševanje teh problemov, s katerimi se sooča, obrača drugam, na druge ljudi, na druge, se mi zdi, da je več tega medsebojnega povezovanja, lokalnega povezovanja, tudi recimo v tem COVID času se mi zdi, da je bilo veliko enih iniciativ, kako hrano slovenskih kmetov do ljudi spraviti, tako da niso samo negativne stvari, je pa seveda to še bolj se mi zdi, da prikrajša v desnico, zaradi tega, ker se ti ljudje, ki so kakor desni, se jim začne ta celotna zadeva še bolj upirati, ker so v bistvu prihajajo na realna tla, pač poleg tega, da itak smo imeli 45 let pranja levičarskega političnega aktivizma in še zdaj še 20-30 let, pač odkar smo samostojna država. Tako da desnica oziroma ljudje, ki so desničarji po srcu, zgubljajo vero v to, da se kdo res bori za njihove ideale, ker kot sem rekla, tudi recimo, če gledamo SDS v opoziciji, vse lepo in prav, ki imajo možnost kaj narediti, nam vladajo z boni, podržavljajo hotele, v tem ni nič desnega, ne branijo slovenske meje pred ilegalnimi migracijami, spodbujajo legalne migracije iz Kosova, Slovenija postaja Albanija številka 5, v Tivoliju ne vidiš, ne slišiš sploh več slovenščine in tako naprej. Tako da gre za kompleksen preplet vseh stvari, kjer najbolj nastradajo ljudje, ki si želijo živeti v Sloveniji, ki je država Slovencev. Predlagam, Boštjan, da dobiš besedo po oglasih, tako da ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kaj sploh še ostane desnici. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno naša stalna komentatorja Norma Marija Brščič in Boštjan Marko Turk. Pogovarjamo pa se o tem, kaj sploh še ostane desnici po 6 volilnih rezultatih v super volilnem letu. Boštjan, debato smo prekinili, ko smo šli na odmor na točki, ali je bila RTV Slovenija rak rana ali neizkoriščena priložnost teh zadnjih političnih kampanj. Izvoli. Ja, tle treba tudi zadeve v drugem kontekstu videti. Klasična televizija izginja v vseh teh novih, bi rekel, tehnikah in tehnologijah, ki so na voljo zdaj, internet in to je zdaj, so pretežno, mislim, da starejši pa upokojenci, seveda tisti, ki so pač vajeni tega, medtem ko cel segment prebivalstva pa več ne posega po televizijah, če pa posega po reality showih, pa po tem, kar vidimo. In tu je zdaj pa seveda vprašanje in ta proces se bo še nadaljeval. Zdaj pa, kar se pa tiče tega nesorazmernosti med levo pa desno stranjo, je pa treba to videti v kontekstu, bi rekel, 20. stoletja, v kontekstu državljanske vojne, kjer je bila desnica izbrisana. Torej, tle je bilo pobitih v Sloveniji
se pravi 20-30 tisoč ljudi, potem ogromno jih je pobegnilo v tujino, a ne, in tam so se potem asimilirali in so pač za narodno telo izgubljeni, a ne, in tu je ta proces, ki zelo otežuje, a ne, in to se potem vidi, a ne, ker imajo zdaj vse segmente oblasti v državi v rokah, kar je pa za državo samo izredno slabo, a ne, in zato se tudi obnašajo z tega stališča, ne. Zdaj pa kako pa naprej, pa je pa težko povedati, ne. Mislim, nekaj smo se navadili tudi to, da je svet postal popolnoma nepredvidljiv, ne. Če boš 4 leta nazaj rekel, da bo epidemija covida, pa da bo vojna v Evropi, pa da bo Janša imel vlado, bi tega noben ne verjel, ne. Pač zadeva je nepredvidljiva, ne. Najbolj nevarna je ta široka mobilizacija volivcev na levici, a ne, ki potem, vsaj v mestih, ki potem prevagajo na odločitve. Zdaj, nekateri znotraj politične desnice so pohiteli, ne, po tem zadnjem referendumskem izidu z nekimi rešitvami. Prednjačil je recimo predsednik Nove Slovenije Matej Tonin, ki je javno izjavil, da Nova Slovenija bo še šla v vlade, ki jih bo vodila SDS, ne pa več v vlade, ki jih bo vodil Janez Janša, in da desnico čaka samo refleksija. No, poglejmo, kako je Janez Janša komentiral te izjave Mateja Tonina. Samo pred sejo eno izjavo na dogajanje na desnici. Kako gledate kritike z NSi-ja? Mislim, da je nekatere čustveno malo zaneslo. Kaj pa SNAV? Kaj boste povedali? Sem pričakoval, da je to prvo vprašanje. Kaj drugo? Ne, predvsem pričakujemo pojasnilo, zakaj poslanci v Evropskem parlamentu, ki so člani vladne koalicije, glasujejo prorusko, predsednik vlade pa daje proukrajinske signale. Zdaj, Norma, Janez Janša pravi, da so Mateja Tonina zanesla čustva. Kako pa ti gledaš na to? Nova Slovenija se mi zdi vedno en tak manjši brat, nek tak pozabljen, zasenčen. Deseti brat. Deseti brat, ja. Ker v bistvu nikoli oni s tem svojim krščanskim socializmom, ki recimo tudi, ko so bili v vladi, oni veljajo, kakor zaslovijo, njihov gospodarski program je najboljši, ko so bili v vladi, kaj so dosegali, same neke socialistične pamflete v gospodarskem smislu za, ne vem, gospodarstvenike niso kaj znatno izboljšali okolja, v katerem delujejo. Tako da, in tudi recimo, ne vem, Ljudmila Novak, ki se je ves čas distancirala od Janeza Janše, tako to je vse. Se mi zdi, da oni se čisto ne zavedajo, da jih samo levica uporablja za to, da še bolj dodatno tolčijo lahko po desnici. Potem pa, kot je Janša že večkrat tudi povedal, neko napoči volilni ponedeljek, pa pride tisti klic. Tako da jaz teh besed ne jemljem preveč resno, teh napovedi. Lahko pa seveda služijo kot neka konstruktivna osnova za neko konstruktivno razpravo, kaj je zdaj naprej. Boštjan, kako je tvoje mnenje? Ja, jaz razmišljam podobno, ne, predvsem je tukaj neko logično protislovje, ne. Jaz si SDS-a ne predstavljam brez Janše, oziroma bi v primeru, da Janše ni več, bi v tem primeru SDS razpadla, oziroma bi izginila in potem pa itak Tonin ne bi imel s kom delati vlade. To je pač, že z tega stališča, lahko to reče, da je to nepremišljena izjava, ker enostavno ni logična. Zdaj, jaz tega na Toninovem mestu ne bi govoril, zato tudi zaradi tega, ker smo 3 leta oddaljeni od prvih naslednjih rednih volitev, 3,5 dobesedno, 3,5, in taka razmišljanja in razglabljanja nimajo nobenega smisla. Mislim pa, da bosta ta dva politika morala pač najti nek skupen jezik, ker sta, če pogledate, sta v bistvu življenjsko vezana
eden na drugega, ne, že odkar Nova Slovenija obstaja, ne, pa z Bajukom, ne, in to ljudje kot tako dojemajo. Ja, Norma, zdaj kaj ti misliš, ne? Te Toninove izjave verjetno gre tudi razumeti v kontekstu tega, da Nova Slovenija ne skriva, da bi šla tudi v vlado Roberta Goloba, ne? Takoj, ko bi se pač pojavila priložnost in verjetno na ta način Tonin poroča tudi Golobu ali pa predvsem Golobu, da pušča odprta vrata za kaj takega, ne? Da bi nadomestil recimo, ne vem, stranko Levica v aktualni vladajoči koaliciji. Komu misliš, da so bila ta sporočila Tonina bolj namenjena, Janši ali Golobu? Ja, mogoče celo res, kot si predlagal, morda bolj Golobu, ampak se mi zdi, da gre pa vedno tle tudi za ta moment, da potem vsi to pograbijo in začnejo o tem na veliko pisati in na ta način dobijo veliko publicitete in pozornosti tudi v medijih. So pa sigurno to tudi signali, ja, tako kot si rekel, med, se pravi, koaliciji, tudi mi bi kos pogače. Ja, Boštjana, misliš, da če bi Robert Golob povabil Novo Slovenijo v svojo vladno koalicijo, da bi Nova Slovenija morala iti v to vlado ali ne? To je zelo veliko vprašanje, ker tudi nima, da bi rekel, veliko smisla, ne, bomo to komentirali, ko jo bo povabil in če jo bo, ne. Ampak seveda to bi bila potem tako imenovana velika koalicija, ne, ki je bila temeljni vzrok tega, zakaj je krščanska demokracija propadla, ne. Mi moramo vedeti, da se pravi 25 let nazaj so imeli krščanski demokrati, tedajni Peterletovi, mislim, da smo imeli 20%, ne, brez težav, Janša pa 3 ali 4. Ravno za las je prišel takrat v parlament s Pučnikom. Ne. In zdaj se pa to razmerje postavlja na glavo in se moramo pa se vprašati tudi po zdravju Nove Slovenije. Ne. Mislim, kaj to je pač, jaz mislim, izredno tega manevra še toliko bolj, ker v bistvu meni Ljudmila Novak sploh ne sodi v Novo Slovenijo, ker njene besede, njena dejanja in vse, kar počne, je v nasprotju z logiko demokratske stranke in za Novo Slovenijo. Konec koncev je to izredno moteče. Ne? In potem mi še Peterle, bi rekel, pritrjuje, ne? In je to najslabše, kar lahko neka stranka naredi. Ne? Zdaj, Norma, navajeni smo, ne, da na anti-Janša polu pač si želijo, da ne bilo več Janeza Janše, tudi Robert Golob ga je pred kratkim celo kar v penzijo pošiljal, ne, ampak zdaj pa se zdi, da tudi na desnici se pojavljajo te glasovi, da bi se moral Janez Janša pač umakniti. A misliš, da so na desnici padli na to levo levičarsko finto v zvezi z Janšo ali da resno razmišljajo o tem, da mogoče z Janšo ne gre, pa da bi probali s kom drugim? Ja, sej to niso novi predlogi, da ne se Janša umakne, pa da bo potem vse lažje. Česar ne razumejo je to, da je v bistvu ta anti-Janša moment umetno ustvarjen in sicer, da je njegov namen razdvajati ljudi in vzbujati v njih močna negativna čustva. In če bi hipotetično Janša zamenjal nekdo drug, bi pač našli drug način drug razlog za razdvajanje ljudi, za deljenje na naše in njihove, za neko zmerjanje z fašisti in zahojenci in ker je celoten ta način, sistem, kako je v Sloveniji zastavljen, je v bistvu na to, da se delimo na naše in vaše, ne. Od vojaških in policijskih orkestrov do televizij in časopisov in vsega, imamo mi vse po dvoje. In to je, mislim, meni se zdi osebno sicer butasto, ker se mi zdi, da bi take stvari morale biti usklajene čisto kot na državnem nivoju in v nekem smislu ne politične, da nima veze, kdo vlada, da so ene stvari pač ostajajo stabilne, take kot so. Ampak pri nas je pa tako, da ne se tudi ta slovenska pregovorna fovšija, sam da sosedu krava crkne, pa tudi še meni tudi, sam da njemu, nas pa pač pelje v to, da vedno iščemo sam neke razloge za prepir in razdvajanje in to, da bi Janša mogel iti v penzijo in se umakniti iz vodstva SDS-a in to so vse spet to je nek pesek v oči, da če pa njega ne bi, da je on problem, ne pa cel sistem, ki je nastavljen tako, da išče nekaj, na podlagi česa nas lahko razdvaja na naše in vaše in ustvarja napetost v družbi. Ja,
Zdaj, Boštjan, vendarle, ne, rezultat Anžeta Logarja na predsedniških volitvah je bil daleč od slabega. Ne smemo pozabiti, da na prejšnjih dvoje predsedniških volitvah desnica ni imela svojega kandidata v drugem krogu, zdaj ga je imela, ne. Tudi številčno je dosegel zavidljiv rezultat glede na volilno udeležbo. Ampak kaj zdaj lahko Anže Logar, kaj lahko desnica naredi s tem njegovim rezultatom? Ja, Anže Logar, seveda, Anže Logar lahko marsikaj naredi, ne. Problem je samo ta, ker je zdaj 3 leta pa pol do naslednjih volitvah, kjer bi ta rezultat lahko unovčil, ne. In on bo moral zdaj najti eno zelo, bi rekel, formulo, ne, s katero bo opazen, če ne bo šlo to v zatona, ne. Ampak jaz mislim, da je to že uspeh, ne, da je bil drugi krog z desnim kandidatom, ne, in da je celo kazalo po javnomnenjskih raziskavah nekaterih, ne, je Logarjev kar zelo dobro kazalo, ne. Recimo Slovenske novice so to objavljale nekaj mesecev, ne, oziroma kar je šel v igro. Ne, in je že to nek razlog za optimizem. Zdaj pa, a bo ta predsedniški rezultat tudi enako unovčljiv pri parlamentarnih volitvah, je pa tako rekoč nekaj nemogoče napovedati. Ne. Situacija bi se lahko spremenila, če bi se recimo Borut Pahor, ne, angažiral znotraj svoje nekdanje stranke, ne, in potem bi pa z Logarjem in z njim, ne, imeli eno tako res, bi rekel, sredinsko močno fronto in en premik, ki bi lahko Slovenija napravila iz tega tranzicijskega zakotja. Ja, bomo videli, kaj bo z angažmajem bivšega predsednika republike oziroma do zdajšnjega, no, ni še bivši, v strankarski politiki. To bi seveda bil presedan, ker do sedaj se to ni dogajalo po koncu predsedniškega mandata, ampak norma, ne, zdaj občutek je, da pač je ta anti-Janša pol, leva sredina, tranzicijska levica, kakor jim že hočeš reči, so ugotovili, ne, tako kot je rekel bivši voditelj studia City Marcel Stefančič, ne, nas je jebeno več, vse, kar moramo storiti, je, da pripeljemo ljudi na volitve, nič drugega ni pomembno in pač da glasujejo proti Janezu Janši. Zdaj, dialoga praktično ni, vsak, ki ne ploska vladi Roberta Goloba, je razglašen za janšista. Kje jih sploh še loviti, kje sploh se jih da še dobiti, ali misliš, da to lahko kar traja v nedogled, se pravi ta izračun, nas je pač jebeno več in če pridemo na volišče, smo zmagovalci. Ja, če gledaš, kdo gleda Marcela Štefančiča, oziroma ga je gledal, vidiš, to gre bolj sliči na levi pol in če oni nagovarjajo svoje ljudi, seveda bodo šli voliti levo. Jaz se spomnim recimo iz družinskih referendumov, ko smo gledali podrobnejšo analizo, smo videli, da je tam Maribor, pa tam gor, da je tam je zelo veliko ljudi, ki so desni, recimo so desno glasovali, so bili za družino, so te vrednote izražali. In je bilo, pri nas je bilo pa v bistvu tudi, ne, če bi tiste ljudi lahko dobili, da bi šli, ker razmerje, recimo tam so bili zelo visoki odstotki, ampak zelo nizka volilna udeležba. Se pravi, da če bi tam najbrž povišali udeležbo, da bi pa desnica več dobila. Tako da to je odvisen, kje v Sloveniji, na kaj pikiraš, ne, in seveda ljudi, ki jih nagovarja Marcel Štefančič, če on te ljudi spravi na volišča, najbrž da bodo volili levo, ker ne vem, kjer desničar bi njega lahko prebavljal z načinom, kot ga pač ima za vodenje svojih oddaj. Zato je ta logika mi je pač, mislim, čisto matematično, seveda se šteje, če ti levičarje nagovarjaš, pa idite volit, bo pač šlo več levičarjev volit in ima levica več možnosti za zmago. Če bi bilo pa to pošteno, če bi se ljudem pošteno povedali, za kaj gre, pač kar se itak nikoli ne zgodi, ker jaz se recimo spomnim 2015, kako mislim, da je Violeta Tomšič v studiu, v živo na Radiu 1 razglašala, kako ta zakon ni, tako lagala se je, tako novinarka je povedala, ta zakon omogoča posvojitev homoseksualnim parom in ona je rekla, da to ni res, da to sploh ne omogoča. Oni nimajo nobenih moralnih zadržkov, da te gledajo v oči in ti lažejo, zato ničesar tudi recimo
plakati zdaj, ko so bili za ta referendum, trojni referendum. Mislim, take floskole spet, kukar malo bolj si pogledaš, točno vidiš, da so samo ene laži, da sam nekdo, ki 2 sekundi porabi za to, da si pogleda tisti plakat, bo padel na to foro. Ampak takih je nažalost v Sloveniji zelo veliko, plus potem je še to vse prisotnost, bombardiranje z oglasi na YouTubu, na radiju, na televiziji, kamorkoli se obrneš, za. In ima tudi to nek efekt potem na to, kako se ljudje odločajo. Tako da, ja, če bi več levičarjev angažirali v Revolt, bi še bolj bilo vse levo, če bi pa imeli v Sloveniji kakšen, kar javna RTV bi načeloma mogla biti nepristran medij oziroma tak korekten, da se predstavi obe strani, ne da se tako lažejo, bi pa bila situacija popolnoma drugačna. Ampak pri nas je tako zastrupljeno ozračje, da že samo, če sploh nisi desničar, ampak samo poveš, kaj levica recimo dela narobe, te imajo že vsi za največjega skrajnega desničarja in da bi se mogel kar ukiniti. Toliko smo že daleč prišli s tem, da politični center pri nas je v bistvu že zelo v levo obrnen. In vse, kar je desno od tega, tudi če je v bistvu to še skoraj vedno levica, je že kar po tej obrnjeni logiki skoraj že desnica in se jih te demonizira in ponižuje in izključuje. Pač to, kar levičari znajo. No. Sej z argumenti še nisem videla, da bi kakšen levičar kdaj zmagal kakšno debato. Ja, zdaj Boštjan, vendarle zamenjal se je generalni direktor RTV Slovenija, zamenjal se je direktor RTV Slovenija, zamenjali so se pač uredniki, tudi nekateri novinarji oziroma novinarski voditelji. Kdo bi moral zdaj še pozivati ljudi na volitve, tako kot pravi norma, da jih poziva Marcel Štefan? Ja, to je v bistvu nemogoča naloga, zato ker to je norma pravilno ocenila. Jaz se sploh ne spominjam, razen SDS-ovega plakata proti. Spominjam se pa, bi rekel, poplave plakatov za. In recimo, to je pač tipična demagogija, ki očitno užge, za javno RTV. Vemo, da ta televizija ne bo javna, zato ker bo pač namestili ljudi iz izobraževalnih in drugih institucij v ta programski svet. In jaz se zelo bojim, da tukaj gledalci ne bodo imeli zelo veliko besede in tako naprej. Pa je pa še en tak moment, da slovenski volivci v bistvu nekoliko iracionalno usmerjeni. Mislim, enostavno, mi smo edini evropski fenomen, mislim, kjer pri nas nastanejo stranke en mesec pred volitvama in potem tudi zginejo. Ampak tako globalno bi pa rekel, da se ne da nič, da je bila situacija še veliko hujša. Recimo 2014 je imela tranzicijska levica dvotretjinsko večino, ki bi lahko spreminjala ustavo, ampak kaj se je potem zgodilo, da je čez 5-6 let Janša prišel na oblast, čeprav je bil takrat zaprt, je bil v najnižji legi v svoji politični karieri. Tako da se ne da napovedovati. Ja, ampak vendarle je norma, zdaj, če se ne da napovedati, kaj se da narediti? Ali se sam čaka na to, da se pač ta vlada Roberta Goloba sesuje sama vase, ker roko na srce, tu ima pač verjetno Boštjan prav, se je dogajalo tem vladam novih obrazov, praktično redno. Nobena ni zaključila mandata polnega, niti Cerarjeva vlada, niti Šarčeva za njim, Alenka Bratušek je tudi odstopila. Skratka, kaj se da zdaj narediti, ali je potrebno samo počakati na ta pravi trenutek? Ne moramo napovedati, kaj se bo zgodilo, to se strinjam. Lahko pa pogledamo, kaj se je že zgodilo, pa kako so ljudje na to reagirali. Se pravi, če ob odsotnosti kakršnekoli poštene razprave, samo z bombardiranjem, ta propaganda, ki je bila zdaj, je mene tako spominjala na tisto propagando leta 2015, ker oni so tudi tam potem, ko so mogli prijaviti stroške, pa itak vemo, da je teh stroškov za kampanjo še veliko takih prikritih, ampak so imeli toliko več denarja in en del ljudi se je takrat kljub temu še uspel nekako slediti vrednotam, ki mislim, da jih večina Slovencev vseeno ima. Se pravi, družina sta oče in mama. Zdaj pa se mi zdi, da to postaja čedalje bolj agresivno in tudi ob
tem medijskem bombardiranju, recimo v zadnjih 2 oziroma 3 letih s tem COVID-om, a ne ta v bistvu dobesedno vsiljevanje neke družbene psihoze, kako pač bomo vsi pomrli, če ne bomo imeli mask in kako otroci morajo imeti krivdo, ker imajo radi svoje stare starše in jih ne smejo imeti in jih morajo sam tam pač skozi okno jim samo mahati, ker če ne jih bodo ubili in bodo oni krivi in toliko tega nabijanja in nabijanja slabe vesti je bilo, da se ljudem vse skupaj počasi upira in se mi zdi, da kar se bo zgodilo, je v bistvu to, da bo čedalje več ljudi sam rekel, ne rabim televizije. Tudi recimo, jaz, ko poslušam kakšne, ne vem, na Facebooku, ki mi predlaga kakšen filmček, pa kakšna znana oseba reče, joj, mi sploh ne gledamo več televizije. To se mi zdi, da je postaja tudi nek trend, da se v bistvu te zelo medijsko podprte in globalistično podprte in z neko tako agendo negativno za naš narod in za našo civilizacijo stvari, da se pač zmanjšuje njihov vpliv in da se začnemo bolj med sabo povezati. Jaz mislim, da je v tem rešitev. Vlada Roberta Goloba se bo pa, upam, sesula sama vase, no, čim prej. Boštjan? Ja, mislim, se strinjam, ne, ampak zdaj dodaten problem je tudi to, ne, ker te vrednote, ne, ki so jedrne vrednote, recimo evropske civilizacije, kamor tudi Slovenci sodimo, ne, ki so bile od nekdaj, kopnijo, ko sneg v pomladanskem soncu, ne, in zdaj ta generacija, ki zdaj prihaja TikToka, ne, je že v bistvu popolnoma virtualna generacija in kako se bo ona odločila, kako bo ona volila, ne moreš reči, ne, razen da ugotavljaš, da ta družbena omrežja postajajo v bistvu že sama po sebi pomembnejša kot pa uradni mediji. Boštjan, ti si bil tudi del te kampanje, ne, referendumske za zakon o RTV, če se ne motim, in si bil na enem soočen, kjer so na drugi strani bili predsednica Državnega zbora, pa ministrica za pravosodje, pa Luka Mesec, ne, minister za delo, družino in tako naprej. Zdaj me zanima, kako si se ti tam počutil na tem soočenju, soočenje pa je potekalo na javni RTV Slovenije. Ja, jaz sem se tam počutil tako, ne, mislim, sem oporekal, ne, mislim, v imenu koga pa Levica govori, ne, ker Levica je dobila na zadnjih volitvah, prišla je komaj v parlament, ne, na zadnjih volitvah je dobila 2%, ne, kar je katastrofa, če ima največja stranka, je zmagovalka teh volitev 500 svetnikov, ne, jih imajo oni 22, ne, in kje je potem legitimnost, ne? Politična legitimnost, ne? Država mora temeljiti, vsaka demokracija temelji na politični legitimnosti. Kje je ta politična legitimnost, ne? In to. Ja. Norma, kje je zdaj ta politična legitimnost, ne? Bi bilo pametno strani Goloba in vladajoče koalicije, da vendarle ponudi roko dialoga tudi opoziciji, ali misliš, da bojo vztrajali na teh svojih branikih do bridkega konca? Glede na dosedajšnjo retoriko, dvomim, da bo iz tega kakšen konstruktiven razplet zadev sledil. Mislim, čist samo par zadnjih izjav, pa jaz niti moram reči ne spremljam, ker se mi ne da se, sita sem, tudi jaz slovenske politike sploh ne spremljam toliko, kakor bi si, ker imam občutek, da bi morala, da bi bila na tekočem, ampak to, kar je vsem prišlo do mene, se mi zdi tako pod pasom, tako grdo, da si ne vidim preobrata v neko podajanje rok opoziciji in dajmo skupaj narediti, kar je najbolj za Slovenijo. Ampak, če smo čisto pošteni, mislim, saj razumem, a ne ti, pač, če si pošten politik, podpreš zakon, če je dober, če pa nisi pošten, pa podpreš ali ne podpreš, glede na to, kdo ga je predlagal. A ne? Se pravi, če so ga tvoji predlagali, ga boš podprl, če ne, ne. To obe strani delata, ni to samo ena stran. Ampak se mi zdi, da je pa na Levici pa še hujšno, ker pa v bistvu dobesedno brez argumentov bojkotirajo dobre stvari, ko pa imajo svoje predloge, pa v bistvu pa z nekim, mislim, z nekim takimi pamfletarskimi floskulami, ki nič ne povejo, probajo doseči, da bi se njihovi predlogi sprejeli.
Tako da jaz bi bila osebno zelo presenečena, če bi se uspeli ti dve strani združiti in delati v dobro Slovenije, kar si pa seveda vsi Slovenci želimo in bi to res rabili po 3 letih, kakršna so bila zadnja 3 leta. To si želimo tudi v naši oddaji, ampak ker smo poštena oddaja, se držimo tega, ko se nam čas izteče. Norma Marija Brščič, dr. Boštjan, Marko Turk, najlepša hvala za vajine današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kaj še ostane desnici, že 806. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali levi populizem, zakaj javne finance letijo v nebo. Naš gost bo dr. Janez Šušteršič. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.